sem od leta 2004. Bil sem do svojega dopolnjenega 50. leta v rezervi. Potem, ko se je pa uredba spremenila, sem se pa vrnil nazaj v pogodbeno rezervo. To bi predstavljalo neko poslanstvo, neko motivacijo in v temu sem nekako videl. Ekipa je v redu, fantje so v redu, motivirani smo vsi, poveljniki znajo z nami delati, so korektni, zahtevajo od nas to, kar pač morajo, mi naredimo po svojih najboljših poti. Prvi del je bil namenjen določenim splošno-vojaškim veščinam in predvsem poudarek na delo v urbanem okolju. Čiščenje objektov, PDO objekt, delo z ujetniki, delo z ranjenimi in predvsem tudi poudarek na medevaku. Drugi del je bil namenjen prepoznavanju voditeljskih sposobnosti znotraj rezervne sestave. Danes imajo tukaj dva voda prostovoljne rezervne sestave nalogo, da najdejo sovražnika na objektu, ga napadejo in rešijo talce. V rezervi sem slaba 4 leta, prej sem bil pripadnik stalne sestave, 3 oddelki prvega voda smo bili pač poslani vsem z nalogo, da zavzamemo objekt in rešimo zajete talce, ki so jih pač ti militanti ujeli. Vzdušje v ekipi je bilo super, moram reči, da je bilo to usposabljanje top, ki sem vsa pohvala inštruktorjem pa tem, ki so to pač omogočili, da se izvaja na ta način. Prejšnja usposabljanja so bila v redu, nimam pripomb, ampak tole je pa pač malo višja raven in mi je všeč, da se prostovoljno rezervo tudi pripravlja do tega, da da malo več od sebe, da vidijo, kje so pač sposobni in pač, da tudi mi zmoremo več. To, da sem se pridružil pogodbeni rezervi, je samo plus, ni mi žal in vabim tudi tiste, ki imam pač malo tega pustolovskega duha ali pa pač, ki mi všeč malo bolj tak stil življenja, da se pridružijo, ker vidite, ni samo krijem grem, ampak se dogajajo tudi usposabljanje, ki so dejansko na nivoju. Je po meni zadovoljstvo kot poveljniku, ko sem jih obiskal na usposabljanju, videti te zadovoljne obraze in predvsem veliko motivacijo pri pripadnikih rezervne sestave in inštruktorjev.